pozdravljeni vsi, bratje in sestre v Jezusovem imenu. Pri današnji sveti maši se še posebej spomnimo, da Bog gradi. On je tisti, ki lahko iz nič naredi prav vse. Ustvaril je vsakega izmed nas po njegovi podobi in mu vdahnil življenje. Tudi mi lahko v svetu sovraštva in smrti ustvarimo nekaj lepega, polnega življenja. Pri tem nam je vzgled gospod Pedro Opeka, saj je iz umazanega smetišča, prej kraja bede in obupa, zgradil domovanje upanja, ljubezni in varnosti. Prazne plastične plastenke, ki so v naših očeh navadna smet za odpad, lahko zbiramo v podporo otrokom zbolelim za rakavimi bolezni, junakom tretjega nadstropja. Prav tako kot drugod po Sloveniji smo dijaki Škofijske gimnazije Antona Martina Slomška pretekli teden aktivno zbirali plastenke. Ali pa darujemo 10 centov za opeko, ki bo del izgradnje šole v Ugandi, v katerem sestra Urša Marinčič upravlja misijon. Lahko gradimo sveto, gradimo življenje. Gospod Pedro Opeka je sam dejal: sem orodje v Božjih rokah. Vem, da je življenje bogato in kompleksno, da ne morem vsega razumeti. Ko ne razumem, si rečem: vztrajaj, morda boš razumel. Povabim vas, da tudi mi vztrajamo v veri in sami postanemo Božje orodje. Dragi sobrat Pedro, prisrčno pozdravljen. Pred 8 leti smo bili takole tukaj skupaj v naši stolnici in smo veseli, da smo zopet po 8 letih skupaj, da lahko skupaj obhajamo to sveto daritev. Duhovno smo vedno povezani, danes smo pa v živo. Dragi gospod Načkov, Alojzij, hvala za vašo povabitev, da sem lahko prišel v vašo stolnico v Maribor. Hvala se vam, sobratom duhovnikom, ker ste se prišli v takem velikem številu. Hvala vam, dragi bratje in sestre, ki ste prišli k tej sveti maši ob 3 popoldan. Jaz sem vprašal ravnatelja glavnega misijonske pisarne, središča misijonske v Sloveniji, a bo kdo prišel molto ob 3 popoldan? In je polna cerkev. Tle zraven je pa ena tekma, smo mimo enega stadiona, smo se vozili ravno kar, je bilo polno ljudi in polno policajev, oboroženi. In pridem sem in je cerkev polna. Hvala, dragi prijatelji, dragi bratje in sestre. Hvala. Vi ste verjetno v velikem pričakovanju, kaj bo ta misionar nam povedal. Čist nič kaj posebnega, samo kar prihaja iz življenja, kar prihaja iz Madagaskarja, iz Afrike, kjer tudi tam mi širimo, oznanjamo evangelij. In ta evangelij, ki ga poslušamo vsako nedeljo tukaj v cerkvi. In ko vstopimo v cerkev, smo mi cerkev. Mi, ni stavba, niso te, ko bi rekel, te opeke ali pa kamni. To smo mi, Božje ljudstvo, duhovniki, škofje duhovniki, in mi, vsi krščeni v Jezusovem imenu. In ko vidim jaz zdaj take mlade ljudi tukaj, take mlade ljudi, vem, koliko let imate, ker na Madagaskarju, v naši tle, ki mi mašujemo vsako nedeljo, je 75% so otroci in mladi. Otroci in mladi, 75%.
in starejši ljudi 25, mogoče 20%. Tam je torej upanje, tudi tukaj je upanje, ker smo šli v procesi, sem videl, da so prišli družine z majhnimi otroci. Hvala lepa vam, dragi starši, da pripeljete vaše otroke k maši Eukaristiji. Jaz, ki sem rojen v Argentini, moj oče, moja mati sta Slovenca in ona, moj oče, moja mati sta me dala z zgledom življenja, sta me dala njihovo vero, posredovala njihovo vero. Moj oče mi je vselej rekel, Peter, bodi pošten in drži besedo. Naša mama pa je rekla vedno, je bilo 8 otrok v naši družini, mama je rekla, ko kakšen revež trka na naša vrata, je treba smeram pomagati. Moji starši so prišli v Argentino praznih rok, brez vsega, niso znali govoriti špansko, niso poznali nobenega, ampak so imeli vero, so imeli tisto zaupanje v Boga, da ne pusti nobenega, da ne zapusti nobenega, ki moli in zaupa v Boga. In to so nam posredovali, nam otrokom. In zato sem, ko sem bil star 16-17 let, ko sem bral evangelij, sem rekel, Jezusa, prijateljev, revežev, tega človeka bom skušal posnemati, ker je govoril resnico, ker je bil preprost, ker je bil med najbolj revnimi ljudmi in kar je rekel, je tudi živel. On je rekel, samo resnica vas bo osvobodila, samo resnica. Koliko laži je danes v svetu. In potem je rekel, ni večje ljubezni kot tisti, ki daje življenje za tistega, ki ljubi. Toliko stvari nam je rekel Jezus in to me je prepričalo in sem rekel, grem za njim. In do danes ga iščem Jezusa. In sem ga našel na smetišču pred 34 leti. Na poseben način, kot je rekel Načkov, zdaj ga imamo živo. Jaz sem ga v živo videl, Jezusa med majhnimi otroci na smetišču. Ko sem šel obiskati enega bolnika, nisem vedel, da bom šel skozi smetišče. In tam sem videl tisti dan na 100 otrok, ki so se pretepali, kdo bo vzel najboljše smeti. Kaj lahko vi dobite v smeteh? Nič. In jaz sem ostal brez besed. Jaz sem rekel, tukaj nimam pravice govoriti, tukaj je treba takoj nekaj narediti, tukaj je treba delati. In takoj tisto noč nisem spal. In sem pokleknil o polnoči, mogoče pred polnočjo sem pokleknil na svoji postelji, dvignil roke in sem rekel, Gospod, pomagaj mi, da nekaj naredimo za te otroke. Nisem vedel kaj. Drug dan sem šel k njim. Brez denarja, ampak z vero, da Bog nikdar ne zapusti najbolj revne otroke na svetu. Najbolj revne družine Bog nikdar ne zapusti. Mi jih zapustimo. Država, oblastniki pozabijo na svoje državljane, najbolj revne. Bog nikdar ne pozabi, nikdar. In to je naša moč, brez denarja, ampak s tem zaupanjem, da Jezus je tudi med njimi, smo začeli to delo dobrih prijateljev. Akamasua po malgaško. Tam, ko sem prišel k njim drugo jutro, so rekli, beli človek, kaj želiš, kaj hočeš, govoriti z vami, govori. Se ko ne tukaj zdaj, sredi ceste, pa boš ti šel v to kolibo, 1,40 m višine, iz plastike in iz kartona. Se ko če ti greš noter, ga tudi jaz. Po 4 smo šli v to hišo. Tam sedi na tleh, sem se predstavil, sem duhovnik, misionar. Če imate radi vaše otroke, bom skušal vam pomagati.
In tako se je začelo to gibanje dobrih prijateljev. Ko je papež prišel nas obiskat pred 5 leti, je rekel, tukaj, to je mesto prijateljstva. To je mesto prijateljstva. Tukaj vidim eno luč. In ta luč je rekel, naj gre po celem otoku in tudi on stran meja. Ker luč se ne more ustaviti nikjer. In Božja milost, Božja ljubezen se tudi ne ustavi nikjer. Je brez meja. In Bog je ljubezen. Ko smo v prvem berilu brali danes, da zakaj je Bog pozabil, zakaj je Bog zakrknil in se ga več ne bojimo. Kako se bomo mi bali Boga, ko je sama ljubezen? Bog je ljubezen. Gospod Načkov, tako včasih težko rečem vsemogočni Bog, ko ni vsemogočen, ker mu lahko rečemo ne. Ko gremo po drugi poti, po poti egoizma, brezbrižnosti, hinavščine. Ampak Bog nam je pustil svobodo, da lahko se odločimo za dobro, kot za zlo. Ampak smo bili poklicani, da delamo dobro vsem ljudem. Zato smo prišli na svet, da delamo dobro, da se med seboj pomagamo in da se podpiramo enim drugim. Ampak ker smo ljudje, koliko imamo svoje napake, se kritiziramo, se včasih kritiziramo brez razloga, mogoče zaradi nevošljivosti, ne? Smo ljudje. Ker nam manjka ta duh evangelija. Samo evangelij nam bo dal luč, nam bo dal odrešenje in bo poživil cerkev. Samo evangelij, samo evangelij. In mi duhovniki, kaj lahko delamo, da samo razlagamo evangelij. Ampak vsak izmed nas je sprejel pri birmi Svetega Duha. Vsak izmed nas je navdihnjen od Svetega Duha. In lahko vsak tam, kjer v vaših družinah, tam, kjer delate, tam, kjer se igrate, tudi na nogometnem igrišču, tudi tam je Sveti Duh. Samo oni so zdaj danes pozabili na to. Ampak tudi tam je Sveti Duh. In moramo živeti skupaj z drugimi. Kar čutimo, kar se je ta papež Frančišek stalno pravi, cerkev je za vse. Jezus je za vse. Bog je za vse ljudi. Za vse ljudi. Ampak mi včasih smo se zapirali v vase in smo mislili, da smo boljši od drugih. Pa nismo boljši. In če smo boljši, samo Bog ve o tem. Mi se ne moramo nikdar hvaliti pred nobenim. Vse, kar imamo, nam je bilo dano in moramo dajati naprej zastonj. Vse talente, karizme, ki smo jih dobili, so zato, da jih delimo z drugimi zastonj, ker zastonj smo jih tudi dobili. Dragi prijatelji, brati in sestre, ko vidim vaše obraze, vaše oči, bi zbežal. Če ne bi imel vere, bi zbežal. Ker pa Gospod govori v vašem srcu, ne zbežim. Ker Gospod Jezus je v vašem srcu. Jezus je rekel, Božje kraljestvo ni zunaj, je v tvojem srcu, je v tvoji duši. In mi ga iščemo zunaj. In ta v družbi, v kateri živimo, v tej potrošniški družbi, v kateri živimo, nas uspava. In Božji duh nas bo vselej, nas bo budil. Zato Jezus danes pravi svoje, pazite in čujte, ker ne moramo spati danes, ko je toliko potrebe resnice, pravičnosti, ljubezni. Moramo biti vedri in moramo biti danes tukaj, prisotni v tem času. Kje so danes mladi? Kje so mladi, 15, 17, 20 let, kje so naši otroci?
In včeraj mi je nekdo rekel, veš kaj, časi se spreminjajo. Mi je rekel en moj sorodnik, prav, veš kaj, moji otroci ne molijo. Kaj je bilo nekaj narobe? Vsak naj se vpraša, jaz ne poznam slovenske razmerje. Ne poznam slovenske razmerje. Samo vi veste, in skupaj z duhovniki, ki vodijo župnije, moramo mi priti do srca naših mladih. Oni tudi potrebujejo Boga, oni tudi potrebujejo Jezusa, ljubezen, pravo ljubezen, pravo ljubezen. Oni tudi morajo imeti ideale, vrednote. In evangelij ne bo nikdar prestarel, nikdar. Mi se staramo, evangelij ne. In včasih, dragi brati in sestre, mi, ki smo misionarji v Afriki, ko smo prišli tja, ni bilo nobenih navad, ni bilo nobene tradicije, tam smo samo brali evangelij in delili Euharistijo. Ni bilo, kaj pa dela ta duhovnik, ki smo navajeni na katere navade, pa navada ni vera. Če nam vsaka generacija bo mogla iskati Jezusa, bo mogla zaživeti evangelij na svoj način. In kako bom jaz, meni pravijo, da sem ustanovitelj enega gibanja. Nisem jaz sem orodje, kot je rekla dekle. Orodje v Božjih rokah. Sveti Duh dela to delo preko nas. Mi smo orodje. In kako bom jaz rekel, te zakone, ki smo danes tukaj mi ustvarili za združenje dobrih prijateljev, mora veljati večno. Ne. Bo veljalo, dokler bo smiselno, dokler bo govorilo ljudem. Ko pa ne bo govorilo več ljudem, bodo pa drugi iskali druge načine, kako pride do srca človeka. Vsak človek ima srce. Vsi imamo čustva. Vsi želimo ljubiti in biti ljubljeni. Vsi. Samo nas je sram. Nas je sram velikokrat ta čustva izražati na zunaj, ker se bomo rahli. Bodo rekli, ta pa ni močan, ta pa ni korajžen. Ampak Bog nam je ustvaril srce, da čutimo. In zato tisti, ki verijo s srcem, kot je rekel sveti Pavel, če tvoja usta, tvoje ustnice rečejo, da je Jezus Gospod in da tvoje srce res verjame to, ti si že odrešen, smo že odrešeni. Dragi prijatelji, mi misionarji, slovenski misionarji, ki oznanjamo in živimo evangelij v drugih narodih, plemenih, Bog daj, da nikdar ne bi usahnila vera tukaj v Sloveniji. Zdaj iz Ljubljane sem, koliko cerkva sem videl po gorah, koliko cerkva. Kamor sem se obrnil, cerkev, na vseh hribih, vseh vaseh. Isto v Franciji. Ampak v Franciji že veliko več ne moli. Francija, ki je bila, ko so rekli hčerka, prva hčerka cerkve. In ko jo so naredili, pred enim letom, so naredili anketo in so se 51 Francozi izražili za ateiste. 51. In nekateri so se še hvalili. Ampak Francija je poslala kot Evropa in Slovenija koliko misionarjev po svetu oznanjati Božjo ljubezen in da jo mi izgubili tukaj na naši zemlji, v naši domovini, v Sloveniji. To ne smemo pustiti. Ne z besedami, z našim življenjem, z našo vero. Dragi bratje, draga Slovenija, naj ne pozabi izvire. Zdaj, gospod Nadškof mi je rekel, malo bomo praznovali 800 let te škofije. In tukaj je že toliko stoletij že krščanstva. Zakaj ne bi tudi mi danes zaživeli evangelij, Jezusov evangelij, ki je smerno nov, vsak dan nov.
Včasih mi se navadimo na stvari, pa rečemo, ta duhovnik je že navajen. Ne, nismo navajeni. Ne molimo iz navade. Ne, Bog ne daj, da bi molili, da bi darovali Euharistijo z navado. Ni navada. Vsaka Euharistija je nov izziv za nas vseh. In jaz rečem včasih mojim prijateljem na Madagaskarju, če te ni Božja beseda danes presunila, če te ni osvobodila, če te ni dala eno veselje v srcu, ne pojdi domov, ostani tukaj. Dokler boš čutil eno veselje in greš domov. In oznanjaš, kar si slišal iz Evangelija. Dragi prijatelji, oprostite mi, če tako govorim močno, ker tam je veliko ljudi, veste. Ampak je z ljubeznijo. In jaz sem tako srečen danes, da vidim, da je v Sloveniji še veliko vere, še veliko ljubezni do cerkve, do Jezusa. Bog daj, Jezus naj varuje Slovenijo. Marija, Mati Božja, Marija iz Brezij, naj varuje Slovenijo, vse naše otroke, vso našo mladino in vse nas starejše ljudi, da bomo posredovali naslednjim generacijam to našo vero, ki nas osvobaja. Vera osvobaja, ki nam da pravo srečo. In to srečo mi doživljamo na Madagaskarju. Jaz vam rečem, ko sem pričal 10,000 ljudi tam, se tako majhen, pa rečem, Sveti Duh, pomagaj mi, da bom vsaj 2-3 besede, da bodo prišli v srce teh mojih bratov in sester, ki me poslušajo. Hvala lepa, da ste prišli danes, v tej nedeljo, prva adventna nedelja, da ste prišli ob 3 popoldan molit v to cerkev, v stolnico. Hvala lepa, Bog vas živi. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, s popolnjo ljubezni, skupaj z našim papežem Frančiškom, našim nadškofom Alojzijem in vsemi, ki služijo oltarju. Cenjeni današnji gost, nekaj misli hvaležnosti in zahvale ob zaključku današnje svete maše bi delila z vami. Najprej hvala Božji previdnosti, ki vas je poslala prav na prvo adventno nedeljo. Svet, v katerem živimo tu, ima svoja pričakovanja in hrepenenja ob božiču, usmerjena predvsem v materialne dobrine in blišč. Kako zelo v takem svetu potrebujemo misionarja, ki pričuje o hvaležnosti do Jezusovega rojstva. O upanju, ki se v vaši akamasoji vsak dan znova rojeva. Misionar, ki nas opominja, v kako privilegiranem svetu živimo in kljub temu se vse bolj oddaljujemo od Boga. V dekoraciji pred daritvenim oltarjem so ribe, ki so simbol krščanstva. Šivali so jih dijaki in na ta način zbirali prostovoljne prispevke, ki smo jih nakazovali v misijone po svetu. Ena od rib je drugačna, je svetla, je bolj preprosta. To ste vi, gospod Pedro Opeka. Zvezda danica, ki sveti in nam kaže edino pravo smer. Tako nam tu, kot vašim malgašem na Madagaskarju. Niste se zadovoljili z prispevki za njih, ne, raje ste zavihali rokave in jih naučili loviti ribe. Zgradili ste skupnost,
v kateri živijo človeka vredno življenje in pričakujejo Božič v svojih srcih. Vaša prisotnost na začetku adventa nam je gotovo dala priložnost za razmislek o pričakovanjih pred Božičem, za priložnost, da svoj kompas naravnamo v smeri zvezde Danice. Dobri Bog naj vas na vaši poti še naprej blagoslavlja. Hvala. Predem nam gospod Načkov da Božji blagoslov. Še enkrat najlepša hvala, gospod Načkov, za sprijem tukaj v Mariboru. Ne pridem večkrat v Maribor, ampak kad pridem, sem vesel. In ko vidim, kako ste vi, v vaših očeh vidim en bratski sprijem. Hvala lepa. V imenu vseh slovenskih misionarjev, nas je 42, v 28 državah, v 5 kontinentih. Molimo za vse slovenske misionarje in pomagamo jim, vsem pomagamo jim, ker oni so neposredno v stiku z najbolj revnimi ljudmi. Hvala lepa za gospod župnik za nabirko, ki ste danes naredili. Hvala lepa za otroke na Madagaskarju. Z enim evrom tam jejo 10 otrok. Lahko jejo en dan 10 otrok. Torej, ko dajete en evro, veste, da 10 otrok lahko je okrog križa opoldan. Hvala lepa vam, dragi prijatelji nad Škofij Maribor. Hvala Sloveniji, hvala Sloveniji, hvala gospod Načkov.